Spoštovane gospe in gospodje, pozdravljam vas na tiskovni konferenci o nujnosti pospešene širitve Evropske unije na Zahodni Balkan in sem vam res iskreno hvaležen za vašo udeležbo. Spoštovane gospe in gospodje, kjerkoli in kadarkoli imam priložnost pojasniti svoje stališče glede širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, poudarim sledeče. Prvič, odločno podpiram širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana. Drugič, širitev Evropske unije z državami Zahodnega Balkana je geopolitično vprašanje prve kategorije. Tretjič, zagovarjam tezo, da bi bilo spričo vseh okoliščin najbolje, če bi se Evropska unija odločila, da v razumno kratkem času vključi v Evropsko unijo vse države Zahodnega Balkana in da temu prilagodi svojo strategijo širitve. Ob tem redno pozivam voditelje držav Zahodnega Balkana k hitrejšemu sprejemanju reform in izvajanju korakov na tej poti. Četrtič, širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana postaja vse bolj tudi vprašanje časa in ne samo politične volje. Počasnost širitve namreč ohlaja zaupanje v evropsko perspektivo v teh državah, kar ima za posledico vzpon nacionalizmov in vse bolj angažiran vpliv tretjih držav. Petič, hitrejša širitev Evropske unije na Zahodni Balkan bi tudi zmanjšala pomen naivnih in nevarnih zamisli o spreminjanju meja, ki se zaradi zapletenosti razmer, po mojem mnenju, ne morejo zgoditi po mirni poti. Zato vse te zamisli o spremembi meja zavračam. In slednjič, šestič. Hitrejši proces vključevanja vseh držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo bi pomembno okrepil načelo ozemeljske celovitosti držav, reševanja njihovih dvostranskih vprašanj ter bistveno okrepil stabilnost in varnost regije in cele Evrope. Spoštovane gospe in gospodje, ohranitvi ozemeljske celovitosti držav Zahodnega Balkana, reševanju njihovih dvostranskih vprašanj, spravi znotraj držav in med njimi, krepitvi miru in stabilnosti ter zlasti evroatlantski perspektivi tega dela Evrope posvečam svojo veliko pozornost že več kot 10 let, kot predsednik vlade in predsednik republike. Zato sem pred 11 leti dal pobudo za ustanovitev procesa, ki danes nosi ime Brdo-Brijuni, katerega ves čas sem tudi sovoditelj. To je najpomembnejša politična regionalna pobuda, ki združuje voditelje, šefe teh držav, in iz te pobude je zrasel tudi berlinski proces. V pripravah na letošnjo konferenco procesa Brdo-Brijuni sem nedavno obiskal tudi Sarajevo in se srečal z vsemi 3 člani predsedstva Bosne in Hercegovine. Sem prijatelj te države, Bosne in Hercegovine, njene ozemeljske celovitosti in njene evroatlantske perspektive. Sem eden redkih voditeljev držav, ki tako jasno poudarja za njihovo prihodnost pomen sprave. Pomen sprave. Že to prizadevanje, ki je najbolj izstopalo v mojem govoru ob 20. obletnici Srebrenice, zelo jasno kaže mojo čvrsto privrženost Bosni in Hercegovini. Kot predsednik republike sem Bosno in Hercegovino obiskal 7-krat.
V času mojega zadnjega obiska, ne prej in ne pozneje, nisem bil seznanjen z nobenim non-paperjem. Zamisli o dokončnem razpadu Jugoslavije in spremembi obstoječih meja odločno nasprotujem, ker ne verjamem, da je to mogoče doseči po mirni poti. Tudi o tem sem večkrat v zadnjem času javno spregovoril. Nazadnje in najbolj odmevno v nagovoru parlamentu, Sobranju Republike Severne Makedonije in zbranemu diplomatskemu zboru 25. septembra lani v Skopju. Prosim za vašo pozornost, ko bom navedel moje besede v Sobranju. Citiram. Ob tem bi rad poudaril svojo oceno, ki je pomembna, če je točna. Če ne bo širitve Evropske unije, ali pa bo širitev močno zamujala, se bo v tej regiji počasi prijela teza, da razpad bivše Jugoslavije pravzaprav še ni končan in da je potrebno namesto obstoječih meja uveljaviti etnične meje. Iz zgodovinskih izkušenj vemo, sem nadaljeval, da je zelo malo možnosti, da bi tak proces potekal po mirni poti brez konfliktov, ki bi lahko zamajali tudi varnost in stabilnost širše v jugovzhodni Evropi. Zato sem večkrat dejal, da je širitev Evropske unije na Zahodni Balkan ekskluzivno politično vprašanje, ki terja tudi od Evropske unije neko še bolj premišljeno strategijo, konec navedka. Spoštovane gospe in gospodje, preden bom torej zdaj odgovarjal na vaše vprašanja, kolikor in po svojih najboljših močeh, bi vam rad še enkrat dejal. Nekateri niso bili tega mnenja dolgo časa, da bi se visoki predstavniki Slovenije ukvarjali z Zahodnim Balkanom. V 90-ih letih sem to razumel kot našo željo, da povlečemo neko razliko kot nova samostojna država. Konec 90-ih let pa sem že začenjal razumevati, da imamo neko odgovornost in priložnost, da tem narodom in tem državam, s katerimi smo nekoč skupaj živeli, tudi pomagamo. In pomagamo Evropski skupnosti, Evropski uniji, katere član smo se namenili biti in smo danes poleg NATO član enakovreden in enakopraven. In želimo si, da bi tudi narodi v tej regiji enkrat bili z nami v tej veliki družini. Nekdo je v zadnjih dneh, ko se je komentiralo te okoliščine, za katere sem danes razjasnil ozadje, rekli, da ne gre drezati dvoosje gnezdo. Zahodni Balkan je zapleten politično, narodnostno, v vseh ozirih. Vendar tam živijo čudoviti ljudje, ki jih mi poznamo, ki tako kot mi hrepenijo po miru in varnosti, hrepenijo po blaginji. In mislim, da je prav, da se je Slovenija tudi preko pobude Brdo-Brijuni, tako zelo delikatne pobude, ki je imela tako zelo veliko odmeva, na kateri so sodelovali tako zelo vplivni svetovni voditelji, od kanclerke Merklove do sedanjega ameriškega predsednika Bidena, iz katere se je rodil berlinski proces, da skozi moje napore, ki so vselej transparentni in jasni in se seveda dograjujejo, nikoli pa ne spreminjajo, da prispevam in mi, Slovenci, prispevamo in svoj delež. To terja seveda nekaj poguma, terja seveda tudi neko modrost. Vse to se kakšenkrat lahko bolj ali manj uspešno odvija, vendar se je. Mi smo veliko prispevali k temu, da so se na vrhu držav začeli dobivati voditelji, ki med seboj niso niti govorili,
da so ta srečanja postala redna, da so odkrita. In jaz sem ponosen na opravljeno delo, vem, da me čaka pri pripravi srečanja, ki naj bi bilo predvidoma prihodnji mesec, veliko dela, vendar se srečanj z mojimi 3 prijatelji iz Bosne in Hercegovine veselim. Veselim se srečanja s vsemi drugimi šefi držav, tako da se seveda z obiskom v Makedoniji lansko leto, z obiskom v Sarajevu marca, z zelo verjetnim obiskom Kosova v začetku prihodnjega meseca in seveda še z nekaterimi pogovori z drugimi voditelji resno pripravljen na to. Zdaj bom pa odgovoril na vaše vprašanje. Ja, lahko? Prosim, izvolite. Ja, torej zanima me, ali ste se zdaj po tem non-paperju, ki ne vemo, ali obstaja ali ne obstaja, oziroma ali je naše delo ali ni, se pravi pogovarjala kaj s predsednikom vlade in če morda lahko vi razkrijete, kakšne so informacije o tem iz te strani. Gremo po vrsti. Ok. Najprej, kot sem že bil povedal, z tem dokumentom, ne dokumentom, nisem bil seznanjen, ne prej, ne pozneje, tudi danes nisem, kolikor ga seveda ne pozna javnost, če pravilno ugiba o njegovem izvoru. S predsednikom vlade se o tem po mojem sarajevskem srečanju mislim, da nismo pogovarjali, vsekakor se nismo pogovarjali o tem dokumentu, sva pa že pred časom menila, mislim, da pred mojim obiskom v Sarajevu in po njem, kolikor je bilo mimogrede časa, da se moramo v luči predsedovanja temeljito pogovoriti o tem, kaj mi lahko v času predsedovanja Svetu Evropske unije glede Zahodnega Balkana ponudimo. Jaz sem danes poskušal tukaj vam jasno povedati nek poudarek, ki bi me zelo razveselil, če bi začenjal postajati tema pogovorov na vrhu Evropske unije, in to je, da bi se ta zelo tehnicističen postopek širitve pogajanj za vsako državo posebej spremenil v eno temeljno paradigmatsko odločitev 27 držav, da je širitev na Zahodni Balkan, tak kot je, prvo kategorično vprašanje, da je geopolitično vprašanje, da moramo sprejeti to odločitev čim prej, s tem zavarovati mir in stabilnost in v bistvu na ta način spodbuditi narode, da se obrnejo k reformam in nacionalizmom. Naslednje vprašanje. Ste se morda zdaj slišali z voditelji iz regije potem? Ne. Iz vrste razlogov. Najprej moje politične izkušnje me učijo, da ko se zgodi nekaj takega, je treba 2-krat prespati, preden bi komu kaj zamerili. Niti ni potrebe, da bi v politiki se dogajajo take in različne stvari. Jaz moram stremeti k svojemu cilju in biti osredotočen tako na pripravo naslednjega vrha, kot na to, da bi se tam pogovorili o vprašanjih, ki so za vse zelo pomembna. V tem smislu seveda potrebujem naklonjenost vseh 3 voditeljev, z njimi želim ohraniti prijateljske vezi. Upam, da so razumeli takrat in danes še bolje, ko sem pojasnil preko medijev svoje stališče, tako glede non-paperja, kot glede mojih pogledov, pa vse tudi moje stališče poznajo, da moramo iti v to smer, da ne razmišljamo zaradi neke ohladitve evropske privrženosti širitvi zdaj nekim drugim ciljem, kot je spreminjanje ozemeljskih meja, ampak da se vrnemo nazaj na pota demokratičnih sprememb na eni strani, na strani držav na Zahodnem Balkanu, in pospešene širitve, ki mora biti malo bolj politična in manj tehnicistična, kot jo zaenkrat vodi Bruselj. Naprej, prosim. Izrazili ste zaskrbljenost nad idejami o razdružitvi Bosne, o risanju novih meja, pa me zanima, kje v EU izvirajo te ideje in kdo jih širi? Kot sem dejal že v Sobranju, torej daleč pred Sarajevom, in kot sem povedal že večkrat v zadnjih letih na mnogih forumih, sestankih, neformalnih posvetih,
po prvi zamisli dveh predsednikov Srbije in Kosova se je nekako razmišljalo o tem, da je mogoče, morda je mogoče po mirni poti spremeniti meje tako, da bi ohranili mir. Zdaj tisti med vami, tukaj vidim nekaj poznavalcev, ki so me spremljali vsa ta leta, vedo, da na začetku nisem bil tako zelo kategorično zadržan do te zamisli, vendar pa sem potem tudi spremenil stališče nazaj na tisto, ki ga imam zdaj, da to zamisel zavračam. Zakaj? Zato, ker mislim, da spremembe, tudi če bi bile začete po mirni poti, se tako ne bi končale. In to sem potem pojasnil večkrat. Mislim, da mi je pri tem premisleku, upam, da mi ne bo zameril, najbolj pomagal nemški predsednik in prijatelj Steinmeier. On je tudi bil na vrhu, kot veste, Brdo-Briuni. Od takrat dalje sva se, vsakič, ko sva se dobila, velikokrat pogovarjala. Ne nazadnje, jaz sem bil na tistem forumu v Avstriji, ko je ta ideja o mogoči mirni zamenjavi ozemelj prišla na dan. Nisem hotel takoj popasti te ideje, vendar pa, ko sem potem razmišljal in na koncu tudi v pogovoru z nemškim prijateljem in predsednikom, ki je odločno pa zavračal to zamisel od vsega začetka, sem priznal, da so njegovi argumenti močnejši in od takrat naprej nihče ni dvomil, kakšno je moje stališče. Spreminjanje meja, tudi če bi se začelo v dobri veri, jaz sem takrat rekel, morda in nujno pod enotnim nadzorom celotne mednarodne skupnosti, se ne bi končalo mirno. Zato, ker imate preprosto preveč odprtih vprašanj, ki jih preprosto še tako enotna mednarodna skupnost ne more kontrolirati. Torej, ocenjujem za naivnega pogled, da bi sicer miren začetek spreminjanja meja tako tudi končal. Menim, da se tako ne bi končal, vsaj v teh okoliščinah tega ne morem tako presojati, zato to zamisel o spreminjanju meja zavračam in to stališče poznajo vsi moji sogovorniki. Prosim. Rekli ste, da si želite, da bi EU čim hitreje oziroma pospešila sprejem teh držav takšnih, kot so. Ja. Obenem se pa Slovenija podpisala pod non-paper Hrvaške, kjer se Bosni postavlja... Mislim, da to ni non-paper, da je običajen dokument. Tisti hrvaški papir, kakorkoli mu že rečejo, ki so ga marca predstavili. Ja. Kjer smo se podpisali Ja, tako. Grčijo, Bolgarijo, Ja, Mađarsko. ja. Recimo, rekli smo non-paper, zdaj ali je non-paper Okej. ali ni, je vseeno vsebina je noter, da pričakujemo od Bosne in Hercegovine, da določene spremembe sprejme, med njimi je tudi sprememba volilne zakonodaje. Kako se to križa z vašim pričakovanjem, da jih sprejmemo takšne, kot so? In kako bomo zdaj pred predsedovanjem, kako se bomo znebili tega pečata, ki se je prijel vseh teh fantomskih papirjev, da so slovenski? Najprej glede pozicije Slovenije. Nekdo, ki si prizadeva, da ima neko vlogo, od njega to tudi pričakuje, nazadnje se bliža predsedovanje in vsi menijo, da je prav, da Slovenija uvrsti na agendo tudi Zahodni Balkan, morajo razumeti, da se kakšenkrat morajo kakšna vprašanja tudi razčistiti. In tukaj smo razčistili stališče. To, kar sem predstavil, mislim, da v največji meri odseva in strategijo slovenske zunanje in evropske politike. Greva pa zdaj tudi na vaše vprašanje, ali je moje stremljenje po tem, da bi čim prej, tudi morda ob kakšnih manj dokončanih izpolnjevanih pogojev, vključiti celoten Zahodni Balkan, ali to striže z tem non-paperjem. Vse stvari so tako zelo zapletene. Jaz vem, kako delikatno vprašanje volilne zakonodaje. Jaz razumem ta papir, zdaj razumem, za katerega me sprašujete, mislim, da 5 vlad, tako. Razumem kot željo teh držav, da spomnijo Bosno in Hercegovino. Mi bomo poskušali narediti svoje kot države Evropske unije, zato da bi bil proces integracije hitrejši. Vi pa tudi morate izpolniti nekaj nalog, ki so pred vami. Zdaj, oba veva, kako je občutljivo vprašanje volilne zakonodaje.
Občutljivo je vprašanje volilne zakonodaje. Zato sem jaz tukaj zelo previden, nič nočem reči dokončno glede tega, kar bi kdo lahko razumel kot moje zavzemanje za tretjo entiteto in potem, kako bi rekel, še lažje okoliščine za spreminjanje meja. Ne. Ali je potrebna sprememba volilne zakonodaje? Ja, se tako je reklo tudi sodišče. Hočem reči, tukaj bo potrebno biti politično moder, to poskušamo biti, moramo biti tudi dovolj iskreni, da vprašamo, moramo biti dovolj pogumni, da načenjamo ta vprašanja, vse pa po mojem mnenju, in to je odgovor na vaše vprašanje, mora biti bolj intenzivno v roki med Brusljem in državami na Zahodnem Balkanu in zato bi se zavzel v pripravah na naše predsedovanje Evropske unije. Vem, kako delikatno je moje stališče, zato ker večina evropskih držav je utrujena od širitve. Ampak glejte, spomnimo se, zdaj če pozabimo na vključitev vzhodne Nemčije v Evropsko skupnost preko združitve z Nemčijo, smo imeli eno veliko širitev leta 2004, med njimi tudi Slovenijo. In to je bila po moje geopolitična odločitev, na koncu vseh koncev. In brez zamere tudi odločitev za Romunijo in Bolgarijo. Še danes se sem in tja kdo pritožuje, da niso izpolnjevali vseh standardov, je bila geopolitična odločitev in sem jo pozdravil. Za tako odločitev pri Zahodnem Balkanu pa zmanjka in poguma in volje. In mislim, da tudi znanja. Ker jaz vidim tudi v pogovorih z mojimi sobesedniki, da bi radi pomagali, pa ne vemo kako. Tudi pri volilni zakonodaji, o kateri sprašujete. Ne vemo, kako bi pomagali, da bi prišlo do rešitev, ki bi pomagale Bosni in Hercegovini naprej, da bi se vsi narodi tam in državljanke in državljani počutili v državi, ki bo enkrat v Evropski uniji, ki bi poprijeli skupaj za delo, za ambicije. In tukaj vam moram še enkrat reči, vse vas moram spomniti, da če jaz tako ne bi zelo verjel v to prihodnost, se ne bi ukvarjal z enim vprašanjem, s katerim se ukvarja premalo voditeljem držav v mednarodni skupnosti, in to je vprašanje sprave. Jaz mislim, da bo prvo veliko dejanje, ki bo kazalo na to, da je Bosna in Hercegovina res popolnoma zaživela po Daytonu in da je to država s čudovitimi perspektivami, ko bomo videli prve znake sprave in odpuščanja, nepozabljanja med tremi narodi. In pri tej pobudi ne naletim na razumevanje, vsaj ne tako, kot si ga želim pri mojih sogovornikih. Vidim, kako so čustva, kako so prizadetosti še vedno prevelike. Prosim, izvolite. Gospod predsednik, precej nemira je v regiji v zadnjih dneh zaradi te zadeve. Zanima me, če lahko sam še enkrat ponovite, kaj točno je bilo rečeno na tistem sestanku v Sarajevu glede spremembe meja, da tukaj ne bi bilo nobenih dvosmislov. In drugič, ali si želite morda bolj jasnih besed predsednika vlade glede sprememb meja in razmer na Zahodnem Balkanu, vi ste pripravili novinarsko konferenco, gospod predsednik vlade se ni odločil. Ja, mislim, da je bilo to koristno. Hvala lepa. Mislim, da je bilo to koristno. Seveda ne smem posegati v delo drugih, vendar, če lahko dam na svet ali pa moje mnenje, da bi bilo koristno. To je ena stvar. Druga stvar, mi smo po srečanju dajali izjave po srečanju in tam smo povedali vse, kar smo takrat nameravali povedati o vsebini srečanja. Povedal sem vam, da vsaj v zadnjem letu pri vseh sogovornikih opozarjam na to, da se krepi neko stališče o tem, da je potrebno pred širitvijo najprej dokončati razpad Jugoslavije. To stališče sem povedal torej tudi pred pol leta v Sobranju, pol leta preden sem obiskal Sarajevo. In to sem povedal tudi mojim sogovornikom na sestanku in jih vprašal, kako oni gledajo na to. Veste iz odzivov kasneje, kako gledajo na to. Gledajo različno. In to ni nepomembno spregledati, ampak tega se ne smemo ustrašiti. Mi že dolgo časa vemo, da imajo voditelji različna stališča. Mi si moramo prizadevati za to, da vlijemo v njih upanje in jim zbudimo odgovornost,
da Bosna in Hercegovina, tako kot je, gre kot Bosna in Hercegovina naprej v Evropsko unijo. In da druge zamisli ne dobijo popularnosti med ljudmi. Prosim. Pa še druga zadeva, se pravi, Slovenija je precej ambiciozna glede tega vprašanja pridružitve Zahodnega Balkana. Vi že odlagate to Brdo Brioni, ki je bila namenjena ravno temu že nekaj časa. Ja, ampak zaradi epidemije. Zaradi epidemije, ja. Druga stvar, Slovenija si prizadeva, ko bo predsedovala, imeti neformalni vrh voditeljev tudi na to temo, ali kako ocenjujete, da je to dogajanje v zadnjih dneh škodilo tema dvema iniciativama? Hvala. Glejte, vi veste, kako redko sklicujem tiskovne konference. Zakaj sem se odločil za to? Da razčistimo stvari. Nič takega se ni zgodilo, česar bi mi bilo sram. Nekaj, kar bi štel za napako. Vse je sestavni del mojih prizadevanj, ki jih javnost vendarle tista, ki želi, dobro pozna. Prizadevam si, da bi organiziral dober vrh Brdo Brioni, takoj, ko bodo epidemiološke razmere to omogočile. Želim si, da čim bolj razčistimo stvari. Glejte, to, da stvari postajajo še bolj občutljive, kot so bili, kažejo tudi te stvari. O teh vprašanjih sem se jaz tudi s temi 3 predsedniki, z vsemi predsedniki, o delikatnih vprašanjih v zadnjih letih pogovarjal na 4 oči, diskretno, pa nič od tega ni prišlo v javnost, ker je to sestavni del enih prijateljskih odnosov. Tokrat ni ostalo pri tem, da ne bi prišlo v javnost. Je. Ampak tudi s tem moramo znati živeti. Vemo, kako se je zgodilo, vsi 3 vejo, kakšen je bil kontekst. Jaz sem to zdaj pojasnil tudi tukaj pred vami in tudi za potrebe mednarodne skupnosti, da bo še enkrat to razumela. Ampak moramo iti naprej. Slabo bi bilo, če bi jaz zdaj zameril komu, ker je kaj rekel. Stvari so prezapletene na Zahodnem Balkanu, da bi se zaradi ene ali druge zamere hitro umaknili iz tega, da si pomagamo. Mi si moramo pomagati. Tudi takrat, ko pride do takih situacij, moramo zdržati, moramo ohraniti eno osredotočenost na našo misijo. Naša misija je, da bi zagotovili, ohranili, okrepili mir, varnost, blaginjo, evropsko perspektivo, če bodo želeli euroatlantsko perspektivo teh držav. In tako bom ravnal tudi prihodnje. Prosim. Gospod predsednik, 3 vprašanja, če dovolite. 5 dni po vašem obisku je Milorad Dodik v Skupščini Republike Srpske izjavil, da so tuji državniki na sestankih želijo izvedeti, ali se lahko mimo protokola in zapisnika sogovorniki izjasnijo, ali se lahko glede razhodov obih in vprašanj obih odgovorijo sami. Čemu pripisujete to njegovo izjavo 5 dni po vašem obisku? Drugo vprašanje je, ali je stališča Slovenije pametno, da 3 mesece pred predsedovanjem Evropski uniji podpisuje non-paper države, ki ima obih nacionalno skupnost. Kako to vpliva na njeno kredibilnost pred začetkom predsedovanja? In pa tretje vprašanje, kaj menite o načrtu oziroma besedah ameriškega državnega sekretarja Antonija Blinkna, da spremembe Daytona nikakor ne pridejo v poštev razen minimalno glede določenih postavk volilne zakonodaje in spoštovanja odločb sodišča v zvezi s tem? Ja, kar se tiče te zelo tega jasnega sporočila ameriškega državnega sekretarja, se z njim strinjam, to je bilo mogoče razumeti tudi iz mojega odgovora na vprašanje vašega kolega v zvezi z volilno zakonodajo. To je skratka velika previdnost, tresoča roka, vemo pa, da moramo nekaj glede tega narediti. Ne? To je odgovor na zadnje vprašanje, torej strinjanje. Vaše prvo vprašanje je bilo glede... Milorada Dodika, ne komentiram izjav mojih prijateljev in članov predsedstva, šli bomo čez to. Razumem, da ima vsak nek svoj pogled ali ga želi imeti glede mojih besed, vendar pa jaz že vem, kaj sem rekel in vsi vedo, kako sem to rekel, v kakšnem kontekstu sem to vprašal. To ni bilo ne prvič, ne zadnjič, da bi se pogovarjal o tem, kako močna je volja narodov, da živijo skupaj, si odpustijo in grejo v naslednje poglavje. Še enkrat vam bi rekel,
In glede tega, zato mi tudi zaupajo drugi šefi držav, ko jim pojasnjujem svoja stališča do Zahodnega Balkana. Nihče, ki ne bi videl, zares ne bi verjel v perspektivo Bosne in Hercegovine, kot take, kot je zdaj, v teh ozemeljskih mejah. Nihče se ne bi zavzel za spravo, ker bi menil, da je to prevelik vložek za tisto, kar se bo zgodilo. Ne, sprava. To je ena stvar, o kateri ne govorim samo z voditelji, ampak govorim tudi z mladimi. In to, kar me je presenetilo na enem od pogovorov v Sarajevu, tukaj so, Alja, kdaj je bil ta pogovor z mladimi o spravi, mislim, da je bilo to 2 leti nazaj, dajte prosim pogledati, je, da to ni tema v tem smislu, da bi čutili potrebo po tem, da bi si odpustili. Da še ni, in jaz sem rekel, ne zamerim vam, Slovenci smo rabili 70 let, da smo se premaknili. Vi ste tako rekoč zdaj samo eno četrt stoletje potem, ampak a čutite, nekako ni to tema. In te zamere živijo, ampak to bomo premagali skupaj, bomo to premagali, samo moramo biti potrpežljivi, moramo imeti eno čvrsto, ko bi rekel, čvrsto medsebojno zaupanje in jaz mislim, da ga imamo, kljub temu, kar se je zdaj zgodilo. Jaz se veselim našega naslednjega srečanja. Mimo grede še tole bi rad povedal. Vedno sem si prizadeval, da bi se srečal vsemi 3 člani predsedstva. Zato, da so vsi slišali moja stališča in da sem od vseh slišal njihova stališča. Morate pa tudi vedeti, ko poskušate pripraviti neko srečanje, morate neke stvari razčistiti, morate postavljati vprašanja. Tako da je to sestavni del. To, kar je drugače, je, da so se očitno razmere do te mere že spremenile, da ti pogovori v tem smislu niso več sveti, niso več diskretni na 4 oči ali tako. To moramo upoštevati. To kaže neko dinamiko dogajanj, ki moramo prav zato posvetiti še več pozornosti. Prosim. Če vas lahko prekinem, rekli ste, ampak zakaj sta 2 od 3 članov predsedstva čutila potrebo, da v dneh po vašem obisku govorita o tem? Ali je to dokaz, da je v ozadju potekal nek proces, kjer se je dejansko ta opcija bila na mizi? Torej, potem, ko se je vse to zgodilo, na začetku nisem razumel, zakaj se gre, razen da je eden članov predsedstva poskušal na svoj način razumeti moje vprašanje. To razumemo. Ampak nisem razumel, zakaj je postalo to vroča tema tudi pri drugih 2 članih predsedstva, ki sta pa potrdila, da tega nisem vprašal zato, ker bi se strinjal s tem, ampak zato, ker sem zaskrbljen nad temi razmišljanji. Zato, ker, kot se je kasneje izkazalo, so, domnevam, razpolagali z informacijo, da obstaja nek non-paper. Jaz pa zanj nisem vedel. In to mi je potem pojasnilo, zakaj je prišlo do te zadrege in razumem, da se bo to razčistilo, da bo pojasnjeno, da bodo dobili ta sporočila, na vse se jih žene. Tako da mislim, da bomo šli naprej. Mislim pa, da je prav, da tudi slovenska javnost ve, da se splača truditi Sloveniji z Zahodnim Balkanom, da so tam narodi, s katerimi smo nekoč živeli, če drugega ne so narodi v naši soseščini, so vsi prijateljski narodi. Za vsemi voditelji teh držav imamo prijateljske stike, z nobenim nismo pristranski. Vse to Sloveniji daje neko politično in moralno neko dolžnost in priložnost, da se postavi za perspektivo teh narodov in držav tako, kot so se nekateri narodi in države postavili konec 80-ih let za našo stvar, za našo perspektivo. Zdaj še o tem non-paperju v Hrvaškem, če govorite. Je pametno, da Slovenija pristopi k neki državi, ki ima v BiH nacionalno skupnost, ne pa recimo, da nek tak dokument pripravi sama, kot neka izhodišča, ne? Jaz sem bil član Evropskega sveta 3 leta. Taki dokumenti, ki jih pripravi recimo ena država, potem dostikrat dobijo podporo pri drugih državah, pri tretjih pa ne. To je neko običajno delo voditeljev vlad in članov Evropskega sveta, ki ni nič posebnega. Jaz mislim, da ni nič narobe, če se spomni Bosno in Hercegovino, da ima nekaj nalog, ki jih mora izpolniti. Vedno pa je treba to storiti na ta način, da bodo vedno razumeli. Vse to delamo zato, ker smo prijatelji.
Vse to delamo zato, ker smo zavezniki. Mi nočemo biti nepokroviteljski, nimamo nobenih, recimo temu, parcialnih interesov. Še to je pomembno. Dajte se spomnite 11 let nazaj. Dajte se spomnite leta 2010. Ko sem jaz prvič sklical Brdo Brivni. A so prišli vsi? Niso prišli vsi. Predstavnika Srbije ni bilo. Ko je govoril predstavnik Kosova, je predstavnik Bosne in Hercegovine tisti hip zapustil za tisti čas omizje. Tako smo začeli, težko je bilo. Potem sem na Ptuju povabil predsednico vlade Kosorjevo in predsednika Tadića, kjer sta se prvič srečala. Potem smo se dobili še enkrat v Srbiji in potem sta se oba udeležila naslednjega srečanja. Tako je šlo to, počasi, ne brez zapletov. In potem so začeli hoditi tuji voditelji. Tukaj moram reči naslednje, zato da boste vedeli, da to niso neka srečanja mimo grede. Kdo vse je bil na pobudi? Predsednik Francoske republike, François Hollande, kanclerka Zvezne republike Nemčije, Angela Merkel, predsednik Republike Avstrije, Heinz Fischer dvakrat, takrat podpredsednik Združenih držav Amerike, Joe Biden, njegov podpis je skupaj s podpisi drugih udeležencev na edinem podpisanem dokumentu srečanja Brdo Brivni. Predsednik Italijanske republike, Sergio Mattarella, predsednik Zvezne republike Nemčije, Frank-Walter Steinmeier, predsedujoči Sveta Evropske unije, bolgarski premijer Bojko Borisov, visoka predstavnica EU za zunanjo varnostno politiko Federica Mogherini in predsednik Republike Poljske, Andrzej Duda. To so ugledne osebnosti. Nazadnje, ameriški predsednik sedaj je bil na vrhu pobude. Vsi največji, najbolj pomembni voditelji Evropske unije. Prizadevam si, da bi na naslednjega morda prišel francoski predsednik Macron. Kot veste, mi je v pismu sporočil, da je to njegova želja, da je njegova volja, da bi prišel. Seveda pa smo vsi ujetniki že eno leto teh razmer epidemioloških, zaradi česar sem že dvakrat preložil vrh. In pazite, eno stvar vam bi rad povedal. To je zdaj za sladokusce, ne? Kakšenkrat je bil razlog, da so prišli gost. Normalno. Z njim so opravili potem bilateralne razgovore, ki so bili v drugačnih okoliščinah manj verjetni. Če pride kanclerka Nemška, če pride podpredsednik ZDA Biden in tako naprej, seveda bodo prišli. Pa kaj se je zgodilo lansko leto, ko sem rekel, gledajte, zaradi razmer, v katerih smo se znašli, bo prav mogoče, da bomo sami. V enem dnevu, gospe in gospodje, v enem dnevu so vsi potrdili. In kaj mi je rekel eden od njih? Predsednik, če ne bo gosta, ga žal ne bo, ampak si imamo sami med seboj veliko zapovedati. To je bilo prvič po 10 letih, da so sami razumeli in jaz z njimi, da to, da se dobimo, da se odkrito pogovorimo, to je velikega pomena za to, da se neke stvari ohranjeno in okrepijo v smislu miru, varnosti, sodelovanja, stabilnosti. Vaše vprašanje, prosim. Gospod predsednik Anže Božič, POP TV. Mene pa zanima zagonetno nekako za našo državo. Ena od stvari iz tega non-paperja, ki so ga objavili kolegi na Necenzurirano, je, da notri v korakih piše, da bodo odločevalci posameznih držav preverjali, tipali interes, dajmo temu reči tako, za uveljavitev teh korakov. Zdaj, marsikdo si pač vaše pogovore v Sarajevu razlaga ravno v luči tega, da ste torej tipali možnosti za to inicijativo. Kaj potem to naključuje? Dajmo še enkrat, očitno se nismo dobro razumeli. Kako naj bi poizvedoval, če sploh nisem vedel za ta dokument? Kako? Zakaj? Zakaj bi poizvedoval na način, ki nasprotuje mojemu temeljnemu videnju? In to je zavračanju ozemeljskih meja, ki veljajo. A me razumete, Anže? Mi smo zdaj to razčistili, to mora biti razčiščeno. Jaz nisem šel v Sarajevo zato, da bi opravljal poslanstvo za koga drugega, ali za ideje drugih ljudi, ampak za poglede, ki so, verjamem, pogledi Republike Slovenije, nekateri tudi izvirno moji pogledi, seveda, kot voditelja procesa Brdo Brivni, in to so pogledi, ki so ravno obratni od filozofije, da je treba najprej počakati na dokončen razpad Jugoslavije. Glejte, Anže,
prej sem vam citiral govor v Sobranju. To je bilo daleč pred nastankom kakšnega papirja, ne? Torej, ne govorim o tem prvič, ne govorim edinokrat. To je bilo v zadnjem času, lansko leto, moje pomembno poslanstvo. Povedati, da se širi ta teza. Ok, ne bo širitve Evropske unije, potem bomo pač opravili neke druge procese in bo potem lahko Evropska unija mogoče lažje. Ne, to je napačno stališče. To sem povedal v Sobranju. Te besede imate zapisani. Torej, a sva razčistila glede tega. Bi prosil tudi slovensko javnost, da to razume, ker je to pomembno tudi zato, da ima dovolj zaupanja v moje delo, ki se mi zdi je pomembno tudi za ugled naše države. In to je, da imamo neko inicijativo v tem delu Evrope, na Zahodnem Balkanu. In ta inicijativa ni povezana z nekimi parcialnimi interesi. Mi imamo vsemi narodi dobre odnose. Nikomor posebej ne želimo ustreči. Želimo ustreči miru, stabilnosti, želimo ustreči blaginji, ki jo želijo ljudje. Mislimo, da je čas, da se pohiti z širitvenim procesom, da ne pride do nekega ohlajanja čustev med ljudmi na Zahodnem Balkanu do Evropske unije. Vse to se mi zdijo plemeniti cilji. In glejte, samo zaradi teh plemenitih ciljev se mi kot predsedniku republike zdi, da je vredno iti tudi skozi take, kako bi rekel, neprijetnosti, kot sem bil izpostavljen zdaj, ko so mi pripisovali nekaj, kar ni bilo res. In to se zdaj kaže. To je jasno. To je dokazljivo. Tako da upam, da bom imel to podporo za delo naprej. Vi veste, da je, verjetno bomo s tem sklenili, mislim, da je odbor za zunanjo politiko sklenil, da bo razpravljal o možnosti, da me v skladu z členi poslovnika povabi, da bi o tem spregovoril pred parlamentom. Vi veste, da sem to že storil. Mislim, da je bilo največkrat to povezano z pripravljenostjo Slovenske vojske ali z vprašanjem migracij. Če potem, ko smo razčistili, da tukaj ni nobene zarote in tako naprej, če bodo menili, da jih še zanima moj pogled ali pa oblikovanje našega skupnega pogleda pred predsedovanjem, bom rade volje sprejel njihovo vabilo in vse pojasnil. Če bodo mislili, da potem, ko se je razčistilo to vprašanje, da ni bilo tukaj nobene zarote, nobenega drugega cilja od tistih, katerim javno stremim, potem bom tudi razumel. Skratka, kakor se bodo odločili, tako bom sprejel in ravnal. Ne zaključim to tiskovno konferenco. Znašli smo se v položaju, tako doma kot v mednarodni skupnosti, ko je dialog postal redka dobrina. Kakšenkrat se zdi, da dialog ne prinaša rešitev. In jaz vam povem, kakšna je moja filozofija v takih trenutkih. Treba se vrniti k dialogu. Tudi jaz se bom vrnil k mojemu poslanstvu, pripravi tega vrha, če in kolikor se bom potrudil predstaviti, če bodo tako želeli, svoja stališča državnemu zboru, bil bi ne nazadnje ponosen, da sem predsednik republike, ki v državnem zboru skupaj s poslanci razmišlja o tako pomembnem vprašanju, kot je Zahodni Balkan. Moram reči. In na koncu želim si, da bi bilo dialoga več doma, med nami, malo več spoštovanja, malo več upoštevanja, malo manj surovih in neprijaznih besed. Mi sami o tem odločamo. Mi sami. Nihče drug. Kakšenkrat se zgodijo stvari vam in meni, ki vam niso prav, ker niso resnične. To se zgodi v življenju. Ljudje, ki smo bolj izpostavljeni, smo temu bolj izpostavljeni. Vi na svoj način, jaz na svoj. Ampak takrat se pokaže tudi značaj. Takrat je treba mirno, preudarno odgovoriti, pojasniti vse, kar je mogoče, če hočete iti naprej. Lahko greste nazaj. Jaz nisem tak tip. Hočem iti naprej, tukaj me čaka veliko nalog, se jih veselim. Želim nam, tudi vsem v slovenski politiki, da bi bilo več dialoga, da dobimo notranje politična soglasja. Nisem naiven, ne mislim, da bo to lahko, ampak vam pa nekaj zagotavljam. Ni druge poti. Ni druge poti. Mi smo dolžni našim ljudem, ki jih tako ali drugače predstavljamo,
zdaj najprej in predvsem rešiti vprašanje pravilnega strateškega ukrepanja glede epidemije in se potem posvetiti vprašanjem obnove naše države. Vse pa se začne z dialogom in se bo z njim upam tudi vse razčistilo. Hvala za vašo pozornost, lep vikend.